Gibanje še vedno vozim, vendar ne hodim. Invalidi za večjo prometno varnost. Ko smo pred dobrim letom objavili zgodbo invalidov iz Društva paraplegikov jugozahodne Štajerske, pravzaprav nismo niti slutili, v kaj bo njihovo prizadevanje preraslo. Takrat so zbirali denar za kombi in začeli projekt Še vedno vozim, čeprav ne hodim. In čeprav se invalidi z novim kombijem vozijo že skoraj leto dni, projekt teče naprej. Za cilj so si zadali, da bodo svoje zgodbe o tem, kako so se poškodovali v prometni nesreči, povedali vsem slovenskim srednješolcem. Pri 16 letih sem doživel prometno nesrečo, zaradi katere imam podkolensko protezo. Šel sem z motorjem pod vlak. Moje ime je Joži, poškodoval sem se z motorjem, ko sem bil star 25 let. Prometna nesreča se mi je zgodila, ko sem se usedla v avtomobil kot sopotnica na zadnjem sedežu. Kar naenkrat po moje sem se prehitro pripeljal čez ovinek. In cirka 200 metrov pred domom sem zletel z ceste. Avto se je večkrat prevrnil in zaradi neuporabe varnostnega pasu sem zlomil vratno hrbtenico. Če hočemo trend padajočega števila mrtvih ohraniti, je samo to, da spremenimo filozofijo dela. In sicer, da slovenskega državljana kot udeleženca cestnega prometa pogledamo kot potencialno žrtev. Jaz se nažalost tega dogodka ali pa mogoče na srečo ne spomnim, ker sem se potem po 14 dneh kome zbudil v bolnišnici v kritičnem stanju, priklopljen na vse možne aparate. To je bil zame takrat zelo velik šok. Sploh pri 19 letih, ko se mi to zgodilo, ko sem ravno nekako začel živeti. Ti je povedal zdravnik, da več ne boš hodil, se mi je podaril cel svet, mi sploh ni bilo več do življenja. Film sem je odvrtel za nazaj, kaj vse ne morem. Takrat se je v bistvu začelo novo življenje. Spoznati sem mogel dejstvo, da bom celo življenje preživel na vozičku. Si ne predstavljaš, da boš na vozičku sploh lahko počel kakršnokoli stvar. Začeti je treba vzgajati, doseči neko veliko stopnjo zavedanja pri tistih najmlajših, da ko se usedejo za volan, da so prevzeli veliko odgovornost. Osnovni namen je, da bi sploh mladi in tisti, ki začenjajo sodelovati v prometu, dejansko v živo vidijo nas, ki smo na vozičku, slišijo našo zgodbo, da spoznajo iz naših izkušenj, iz naših napak, da čeprav je mladost, recimo norost, da je treba biti kljub temu previden. Kajti s našim projektom bi radi mlade ozavestili, da bi varna vožnja postala vrednota. Tudi jaz, če bi mogoče prej to videl, bi mogoče malo drugače študiral takrat, ko sem se z motorjem peljal. Ne, 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 Na cesti je že tako preveč stvari, ki vplivajo na varno vožnjo in mislim, da tega bi se moral vsak zavedati. Predvsem pa mislim, da sem uspel predati sporočilo, da moja zgodba ne bo postala tudi njihova. Vsega se ne da sestaviti nazaj. Podprite gibanje Še vedno vozim, vendar ne hodim. Poskrbimo, da bodo življenja vseh ostala cela. Še vedno vozim, vendar ne hodim. Invalidi za večjo prometno varnost. Pomagajte in ozaveščajte. Več informacij na www.vozim.si.